Res me veseli, da lahko ob taki priložnosti, ob takem sejmu, ob taki pomembni manifestaciji odpiramo tudi te teme. To temo, bom kar tako rekel, zato ker je to, kar sta prodekanja in vodja založbe spregovorila, vidite, da ogromno enih faktov je že nanizanih, tako nekih želja, iz teh podatkov se razkrivajo tudi neke želje, potrebe, priložnosti in seveda nevarnosti ali pa neugodnosti, da ne bomo tako črno gledali, nikakor ne pazimo na seveda terminologijo, zato ker nas seveda zelo zanima, da uspemo vsi v tem početju. Se pravi, tako da ne bo noben prikrajšan, da ne bo noben nihče tudi ne zapostavljen ali pa da lahko vsi pridobimo s tem, predvsem pa družba, v kateri funkcioniramo. Zato je priložnost stoletnice mogoče bolj formalna, dejstvo, ali pa nek fakt, da lahko govorimo, da je čas o ustanovitvi založbe. Tle je še nekaj zelo pomembnih elementov, namreč Univerza v Ljubljani se povezuje v različne grozde nekih skupnih interesov različnih univerz, predvsem na evropski ravni. Seveda segamo tudi čez evropske meje, ampak naš fokus z vodenjem ali pa strategijo profesor Papiča je seveda, da poskušamo v evropskem okolju najti partnerje, ki nas seveda razumejo, ki dajejo tudi našim dosežkom veljave, da seveda pa da z njihovimi uspešnimi udejstvovanji dvigujemo tudi naš ugled in raven. Se pravi, ne gre vedno samo za točke, za skoke na individualni ravni in seveda to prenašati v nek skupen interes, ampak da je tista vloga univerze res pomembna. Seveda po drugi strani imamo pa tudi nove regulative na ravni univerzitetnih delovanj, tako rekoč nam silijo, bolj rečemo spodbujajo k tem, da bomo lahko sodobni, da bomo v tem iskali tudi dobre izkušnje oziroma dobre priložnosti in seveda krepili izkušnje na tem področju. To mislim tle predvsem na odprti dostop. Tako da mislim, da je ta današnja okrogla miza oziroma ta debata in seveda tudi povabilo kolegov iz drugih izkušenj, iz drugih evropskih mest in univerz, tisto, kar bi lahko že pomenili, da odpiramo vsebine navzven, da ne skrivamo nekih načrtov, da lahko se o teh stvarih pogovarjamo direktno. Seveda, pred nami je definitivno nek poslovni načrt, ki se ga pripravlja. Seveda nekaj je treba tudi pogledati naprej, kar pomeni, da za neko obdobje 5 let moramo imeti jasne opredelitve, na kakšen način bomo počeli. Zato se je hvala znanstveni založbi filozofske fakultete, ki ima tle največ izkušenj. Mislim, da smo zelo smelo se lotili tega odpiranja, tega grozdenja in ambicij, kako to speljati. Predvsem, zakaj govorim smelo? Zato, ker smo, čeprav v najmanjšem možnem timu,
razmišljali o vseh, če se le da. Vsakič, ko je prišlo do konkretnih korakov, so se te stvari aplicirale tako na manjše članice, ki imajo manj dejavnosti, tako na tiste, ki so močnejše. Zdaj, mislim, da tudi profesor Kovač bo še bolj, mogoče, če rečem, malo tudi sprovociral, to, da bomo tlele zanetili čim bolj odprli ta vprašanja, ampak lahko rečem, da ambicija je jasna. Lahko rečem, da bi bilo po nekem scenariju, ki ga moramo seveda dobro predelati, smo prišli do tega, da smo povabili najprej nekaj, bomo rekel temu, vplivnejših članic. Ne smem drugače reči, ne da bi hoteli druge pozabiti, ampak te vplivnejše članice, z njimi smo se sestali na založniškem področju, seveda ne govorim o drugih, smo se sestali pred kratkim in se je izpostavilo točno to. Avtonomija strok, definitivno avtonomija področij ostaja, mora biti. Tle ne gre za neko centraliziranje in poenostavljanje nekih strokovnih ali pa razvrednotenje nekih strokovnih predznakov. Seveda, da so potrebe po vključevanju tudi knjižnic, seveda potrebe po nekem skupnem tudi morda prodajnem prostoru, zakaj ne? Pa ne narobe razumeti, ko govorim o eni sferi, smatram, da je to tako papirna kot seveda elektronska forma končnega produkta. Tako da na kakršenkoli način združevati te, mislim, da je to enkrat ena jasno. Tle bi lahko govorili še o tem, da je zelo pomembno omogočati članicam, da se pokažejo v nekem skupnem okolju, da lahko javnost tudi prepozna našo močno vlogo, tako mednarodna, seveda ne kot tudi lokalna. Zdaj, skupni servis so ena od možnosti, definitivno. Potem v pripravi, tudi v sklopu stoletnice praznovanja, je seveda osvežitev nove podobe celotne univerze. Jaz mislim, da Filozofska fakulteta, kot še kakšne druge članice, so iskale drugačne rešitve v sklopu celotnega sistema vizualne pojavnosti, zato ker so bili primorani v to, ker so kompleksnejši kot kakšne manjše enote. Ampak iz tega naslova smo začeli gledati tudi navznoter in ena od močnih kriterijev je tudi seveda založniška dejavnost. Kako postaviti eno od članic na tem skupu je močno zastopala interes, da je treba razmišljati o blagovni znamki od začetka do konca, ne samo graditi na nekem vizualni kodi ali pa karkoli, ampak graditi res lahko močno. To so vse postopni koraki, ki jih bo treba najverjetneje kakšne lahko prej v začetni fazi, kakšne pa seveda šele potem, ko bomo rekli temu pametnejši. Zato je 3. december tisti vrh praznovanja oziroma obeležitve stoletnice univerze, je seveda izdaja monografije o zgodovini, aktualnosti in prihodnosti Univerze v Ljubljani za teh 100 let in mogoče, ne vem, če rečem za 100 let naprej, tako malo izgleda tak pamflet, ampak definitivno, če sam nanizam vse 3 avtorje tega besedila in seveda kompleten arzenal arhiva in mogoče likovne vizije univerze, so to seveda profesor Repe, profesor Mladen Dolar in profesor Papič, ki so odgovorni za to, kako zapisati to, kar naj bi univerza bila, je in bo.
in zraven seveda iskati tudi še nove. In to bo knjiga, ki bo šla tako v slovenščini in paralelno v angleškem jeziku, kar pomeni, da bomo imeli lahko močno. Povezujemo se z našimi, vašimi lektorati na tujih univerzah, z klubi alumnov po celem svetu, predstavnikov naše univerze povsod po svetu in mislim, da bo ta možnost velika. Predstavitve univerze, ki ni majhna in jaz mislim, da še vedno lahko rečemo visoko kotirajoča. Torej knjiga, morda je to 001, Univerzitetne založbe Univerze v Ljubljani. Tako da upam, da koncem novembra, da smo tle. Hvala.